in bi se posvetil na kratko patokraciji. Upam, da boste v tej vladavini psihopatov, lažnivcev, politikov, zanikovalcev veljavnosti ustave in prisiljanja v rabo pomorskega prava, ki ga prinašajo na zemlji, doživeli rahlo razsvetljenje, v tem smislu, da boste razumeli fraze, ki jih uporabljajo v medijih, časopisih, po televiziji, filmih, skratka na vsakem koraku v zakonodaju, v državnem zboru, v političnih govorih, ni da ni, ker so se na to 70 let pripravljali, mi smo uživali svoje življenja in mi moramo zdaj v kratkem času se naučiti toliko, kar je pa v bistvu zahteva nadčloveške moči, nadčloveški študij in tudi razumevanje določene stvari, kar pa nekomu včasih tudi malo živc pretrga ali pregori, tako da moramo paziti nase. Zahvaljujem se vam, da ste sprejeli ta mesec odmora, jaz sem se kar malo spočil, moram priznati. In še enkrat hvala za razumevanje in gremo v to novo leto s pozitivno energijo, najprej z veselim januarjem naprej. Ta tema je zelo težka, malo negativna, ampak glejte, uvajanje pomorskega prava na zemlji, kaj to pomeni za nas? Z nami na tej ladji ali pa te ni, ti privežemo mlinski kamen okoli vratu in te vržemo v morje ribam za hrano. Takšnega prava, veste, zemeljsko pravo ne pozna, ustava pozna človekove pravice, pomorsko pravo ne pozna človekovih pravic, pač pa samo ukaz. Mi poznamo spoštovanje in tega spoštovanja pomorsko pravo ne izvaja. Morda čutite to dejstvo na lastni koži, kaj se nam dogaja zadnja 4 leta. Primer, če si cepljen, si naš, sicer te zapremo v karanteno ali pa te izločimo iz družbe. Glejte, politiki so kot psihopatska človeška podvrsta izumili in spopolnili poseben skrivni jezik, ki dobesedno omogoča programiranje ljudi, hipnotiziranje, pogojevanje množic z masovno hipnozo in dezorientacijo. Z drugimi besedami, politiki so, tako kot pravi plenilci s človeškim govorom, besedami, stavki, mnogimi obljubami in manipulirajo z nami ljudmi. Pravi pomen njihovih besed najpogosteje niti ne razumemo, dejansko je pa pravi pomen v nasprotju s sporočilom, ki ga pošiljajo, ki ga njihove besede in njihove obljube nosijo. V nasprotju s sporočilom po domače rečemo, preberemo ali pa se informiramo, rečemo, ta pa govori s figo v žepu. Tako po domače temu lahko rečemo. Ali pa, če slišimo na televiziji, pa se temu reče politični jezik. Zakaj politični? Zato, ker ni ustavni. Mi imamo politično državo, nimamo več ustavne države. Zdaj se mi borimo za ustavno državo. Pa poglejmo si nocoj nekaj primerov. Pripravil sem 11 primerov takih besed, izrazov. To je prvi del. Imel bom še 2 dela v 2 sobotah, ko bom vse te besede pojasnil. V naš, bom rekel, govorni knjižni jezik, ker oni se pogovarjajo v političnem jeziku, ko jih poslušaš, jih samo poslušaš, jih pa ne razumeš. Zdaj bom najprej samo naštel teh 9 parafraz, potem jih bom pa še malo razčlenil in s tem bo potem ta moj del zaključen. Osvoboditev, to je prvič. Osvoboditev pomeni okupacija. To je paradoksalno. Preglednost pomeni tajnost in obliko nadzora. Tudi to je paradoks. Upanje pomeni, ko vam politik vliva upanje, za vas ni rešitve. Izraža pesimizem. Sprememba pomeni, tako bo, kot je bilo prej. To je pa vse ironija. Obljuba pomeni laganje. Spet pesimizem. Sprememba na bolje pomeni spremembo na slabše v političnem jeziku. Po točko 7. Napredek pomeni bogatiti manjšino in osiromašiti večino. Spet nam vliva pesimizem. Demokracija pomeni tajkunski kapitalizem in elitizem. To je zelo sporno.
In to se dogaja, predvsem v Sloveniji je to zelo močno. 9. Terorist pomeni vsakdo, ki se ne strinja z oblastmi. O meni so pisali po časopisih, da sem terorist, zato ker se ne strinjam. Pred 2 leti so pisali, ne, demokracija in ne vem, kdo še vse. To je zelo sporno. 10. točka. Obsodba tatov pomeni pomilostitev ta istih. Sam pogledajte na sodišče, milijonske, milijardne obsodbe, nikomor se nič ne zgodi. To je paradoks. In 11. Boj proti terorizmu pomeni sodelovanje s teroristi. Spet je paradoks. No, v teh 11 stvareh sem vam naštel 5-krat pesimistično stanje, 4-krat paradoksalno stanje, 2-krat sporno stanje in 1-krat ironično stanje. No, gremo po vrsti, ker bo zelo zanimivo, ko bomo to pogledali v 2 stavkih vsakih od teh zadev. Prvič, smo rekli, osvoboditev pomeni okupacija. Glejte, nova oblast je okupirala državo, ki jo je osvobodila. To se pravi, v primeru, ko se nova oblast, ki nasledi okupatorja, postavi za zavetnika ljudstva, kot en svetnik, kot tisti, ki ga je treba vse obogati in poslušati, ki je bilo pač pod prejšnjo okupacijo, lahko to zavezništvo med oblastjo in ljudstvom postane nevzdržna oblika nadzora in novega zatiranja. Vas slovenska osvoboditev morda na kaj spominja? Vas osvoboditev zaprtja mej znotraj EU na kaj spominja? Ker smo že v EU. Vas osvoboditev od bolezni s cepilnim potnim listom na kaj spominja? Potem verjamem, da veste, o čem govorim. Vsaka pomoč države in vsaka obljuba na bolje je okupacija naše svobodne volje in nadzor nad nami. Točka 2. Preglednost pomeni tajnost in obliko nadzora. Oblastniki uporabljajo sladko besedo preglednost za nadzor nad ljudstvom, ne nad seboj. Torej, preglednost je objava informacij, ki so v interesu oblasti, in pregledno skrijejo informacije, ki so v njihovem lastnem interesu in s katerimi bi lahko ljudje ogrozili njihovo lastno vladanje. Toliko, kar se tiče preglednosti. O tem bi lahko posebno predavanje delali, ampak to, da boste razumeli. Ko to slišite, preglednost, transparentnost, veste, da gre za naš nadzor. Tretjič, točka 3. Upanje pomeni, dvopičje, za vas ni rešitve. Na eni strani lahko pomeni ta fraza politična, da je upanje lahko iluzija, ki nas ovira pri sprejemanju realnosti. V kontekstu današnje politike lahko trditev pomeni, da je dejanja upanja način, kako izvoljeni lideri obdržijo nadzor nad ljudstvom. Poglejmo primer. Osamosvojitveni govor Milana Kučana: danes so sanje dovoljene, jutri je nov dan. Upanje, ki ga živimo 30 let z vsak dan večjim nadzorom. To je politična fraza. Točka 4. Sprememba pomeni, dvopičje, tako bo kot prej. Izjava pomeni, tako bo kot prej, se zdi sicer paradoksalna, ali pa vsaj v nasprotju sama seboj, saj sprememba običajno implicira nekakšno odstopanje od obstoječega stanja ali pa dnevne rutine, ne? Če pa rečemo, da bo po spremembi, tako kot je bilo prej, pa ni prišlo do nobene spremembe. Nobena obljuba ni bila izpolnjena glede sprememb. In če se spomnite, v času covida, Andrej Trampuš, to je on priznani infektolog, je med covidom 9. oktobra 2021 dejal: če se želimo vrniti v normalo, se moramo cepiti. Ali drugače, ta sprememba obveznega cepljenja pomeni, da bo, če se boste cepili, tako kot prej, ampak najprej je treba spremembo narediti. Poved predstavlja totalen paradoks.
ki nekaj let po cepljenju pokaže, da je izjava totalno v nasprotju sama seboj, saj je prinesla ogromno sprememb. Žal, dragi moji, na slabše, ker je dejanje kriminala. Točka 5. Obljuba pomeni laganje. Obljuba pomeni laganje, če oseba, ki obljubo daje, ne namerava izpolniti svoje zaveze vnaprej. Tukaj vam povem, kako cerkveni pravniki cerkveno poroko lahko razdrejo, zato da boste razumeli, o čem govorim. Dva, ki se v cerkvi poročita, pravijo, da jih lahko samo Bog loči, oziroma da to se ne da ločiti. In moraš na cerkveno sodišče in ponavadi rečejo ne. Kdaj se pa to da urediti? Kadar dva, ki se želita poročiti cerkveno in preden se poročita cerkveno, eden ali drugi da pogoj svojemu bodočemu partnerju, možu, ženi, z neko pogodbo, z neko obljubo, z neko zahtevo, in se v bistvu s tem pogojem drug strinja, je to seveda pogoj. Okay? In potem gresta v cerkev in se poročita. Pridejo leta in potem se želita ločiti. Ampak cerkev reče, ne, to je večno. Kaj pa naredi dober pravnik? Dober pravnik pa vpraša zakonca, seveda, ki ima želi pomagati, cerkveni pravnik, ne civilni, ali sta se pred cerkveno poroko pogovarjala o kakšni stvari, o kakšni obljubi, o kakšnem pogoju. Ja, in mož reče, ja, moja žena je podpisala pogodbo, da bo premoženje moje po cerkveni poroki oziroma po poroki. Ne? Ali pa, ne vem, ko se poročiva, boš moral nehati kaditi, ali pa karkoli. In seveda pravnik to zapiše in kaj ugotovi? Ugotovi, da ena izmed oseb ni šla z namenom v poroko, da sprejme človeka takšnega, kot je, ampak že s pogojem oziroma s figo v žepu. Tako poroko se da ločiti, se da v bistvu razdreti pred cerkvijo, zaradi tega, ker pravni izraz, ki to omogoča, se reče sanacijo in radice. Ozdravitev v korenini. Ne nagovarjam vas zdaj, da bi se šel kdo, ki se je cerkveno poročil, ločiti ali da je to neki. Pač pa zaradi našega družbenega statusa, kar bom zdaj povedal, da boste razumeli, o čem govorim, ko naši politiki v državnem zboru dajo obljubo na ustavo. Ja? Spravi, taka cerkvena poroka, ki ima predpogoj, absolutno neveljavna je, in sanacijo in radice, in potem se to da rešiti. Zdaj, nekdo, ki ne namerava izpolniti svoje zaveze vnaprej, to se pravi, da je predpogoj, a ne, to lahko stori iz različnih razlogov. Naprimer, da bi nekoga lažno prepričali, predvsem v politiko, da se taka oseba, preden se v nekaj spusti, v neko funkcijo, izogne vnaprejšnjemu konfliktu, prepričevanju, ampak reče, ima svoj namen, ki je skrit, ki je tih, ki je nekje oddan že, ali je plačan, ali je, ne vem, možgansko opran, in reče, ja, ogne se konfliktu iz osebnih interesov. V tem primeru je obljuba dejansko laž. Obljuba je tudi, veste, hkrati tudi prisega. Pogodba. V slovenski ustavi najdemo prisego predsednika republike, prisego predsednika vlade in prisego ministrov, županov in drugih funkcionarjev. V katerem členu? V 104. členu ustave. In sicer mora prisego vsak, ki nastopi funkcijo, izreči pred nastopom funkcije. Se pravi, preden, bi rekel tako, preden stopi pred oltar, preden se poroči, preden gre v zakonski stan, mora izreči, obljubiti. Ne? Če pa je še prej figa v žepu, kot govorimo, potem pa to sploh laž. Prisegam, da bom spoštoval ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije. Ponavljam to prisego, ki jo dajejo. Prisegam, da bom spoštoval ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije.
Vsak župan, vsak minister, predsednik Slovenije in pa predsednik vlade in še marsikdo, tudi sodniki morajo izreči svojo prisego v državnem zboru. In če gre že predhodno s figo v žepu in izreče, to je taka, je to prevara volje ljudstva. Ker ti ljudje so dobili kaj? Dobili so, ti dobiš dediščino v obliki hiše, oni so dobili pa dediščino v obliko našega zaupanja in glasov. In take ljudi se da seveda tudi spraviti v politični stečaj. Samo da ljudje tega sploh ne vedo, ker nam ne dajo tega znanja ne v osnovni šoli, ne v srednji šoli, ne na fakulteti, pa tudi ne na pravni fakulteti. Ja? Prisego bi lahko imenoval tudi javna obljuba. Toda kako se dejanja politikov kažejo v praksi? Zastavljeno obljubo v obliki prisege so dobesedno požrli in izvajajo tujčeve zaveze, tujčeve deklaracije, UN, Svetovni forum, Bill Gates, korporacijske, rekel, iz nekih mednarodnih srečanj, COP20, COP21, COP23 in tako naprej, ki so jih obljubili pred nastopom vladne ali državne funkcije tem tujim korporacijam in tujim nevladnim vplivnežem, ki nimajo, se pravi, z vlado nič, ampak so to kar ene organizacije. Tuji nevladni vplivneži, bogataši z obljubo, da bodo delovali za njihov interes. Tukaj se zaobljubi, da bo delal narodu, potem na to pozabi in dela za njih, ker je to že prej obljubil, preden je stopil funkcijo. Vmes je naredil prisego, ki je pa to bila s figo v žepu, je bila laž. To pomeni, figa, že zapravili so glas ljudstva, pohodili so voljo ljudstva, vsi politiki, vsi ministri, vsi župani, ki delajo za to agendo. To so te besede, ki jih danes razlagam, ki jih boste slišali zdaj, ker sem vam to zavestil po medijih, povsod jih boste slišali. Ne? Naredimo revizijo in te funkcije, te funkcionarje kot ljudstvo moramo, dolžni smo jih spraviti do osebnega stečaja zaradi neodgovornega in zaradi lažnega priseganja. Potrebno je uvesti politični stečajni postopek, saj je to edino bogastvo, ki jim je bilo zaupano in sveto v celoti zapravljeno. Glas ljudstva. In glas ljudstva jih ima pravico tudi odglasiti, odpoklicati in zahtevati odškodnino za lažno obljubo, za neizpolnjevanje pogodbe, kajti to je pogodba. Oni z obljubo se zavežejo. Pogodba je lahko tihi pristanek, pogodba je lahko pisna, pogodba je lahko izrečena in to je izrečena pogodba in celo javna. To je enak postopek kot za pravno osebo, za firmo. Ja? To so vse javne osebe, pravne osebe, da bi morali biti deležni osebnega stečajnega postopka in v primeru povzročene škode odškodninskih zahtevkov. Enako velja za državne uradnike kot za firme. Kje pa to piše? Piše pa v 120. členu ustave, ki opredeljuje samostojno in v okviru zakona in ustave so dolžni vsi uradniki v državni upravi se držati zakonov in ustave. Tudi če pride minister, uradnika v državni upravi, minister ne more nadzirati, kako bo delal, zaradi tega, ker je po zakonu dolžen spoštovati ustavo. In če je ne, zapade takoj v 26. člen pravico do povračila povzročene škode, to je pa drugi odstavek 26. člena. Nujno moramo ukrepati proti tem ljudem. Enako je kadar imamo volitve, ki so nepoštene, vse te urade, ki so obstoječi, volilno komisijo razpustiti, narediti nov sistem ali pa druge ljudi dati noter in to hobotnico enkrat odrezati. Ker volja ljudstva, ki se tako pohodi, to je sramota. Glejte, kaj se nam dogaja. Kaj se dogaja našim otrokom, koliko ljudi je bolanih, koliko jih umira. 6. točka. Sprememba na bolje pomeni spremembo na slabše. Trditev pomeni, da je sprememba na bolje lahko tudi sprememba na slabše, če se sprememba ne izvede pravilno in v skladu z zakonom. Glejte, jaz opažam, vidim, berem, da so vsi cilji agende 2030 opisani kot sprememba na bolje.
vendar se v praksi kaže, da je vsaka uvedba izmed teh sprememb takšna, da radikalno poslabša naše dejansko stanje. Naj si bo finančno, naj si bo zdravstveno, naj si bo okolje, naj si bo odnosi, naj si bo stvari, ki so lepo tekle, je zdaj vse uničeno. Primer, dam vam primer. Obljubljajo nam recimo čudovito življenje v mestu. Če želimo izboljšati kakovost življenja v mestu, lahko zgradimo nove stanovanjske hiše, seveda. Ampak to dejansko vodi do povečane gostote prebivalstva, kar povzroči povečanje prometa, onesnaževanja okolja in druge stvari. Drugi primer. Če želimo izboljšati izobraževalni sistem za naše otroke, lahko povečamo število učiteljev, zato da bo čim več otrok slišalo dobre stvari. Sam kam to pelje? To vodi do povečanja stroškov izobraževanja, kar lahko zmanjša dostopnost in kakovost izobraževanja. Tretji primer, če želimo izboljšati varnost v naši državi, recimo povečamo število policistov. Ja? Blazno so se razmnožili po vsej državi. Tukaj zdaj s konji pa med veselem decembru pa so cele horde teh nadzornih policistov in varnostnih služb in ne vem česa vsega. Kam pa to pripelje? To pripelje do povečanja državnih stroškov, policijske službe, policijskih plač, do ne vem česa vse. Kakšne so pa posledice? Vse to zmanjša sredstva, ki so v bistvu namenjena na voljo za ljudi potrebne pomoči in za druge javne storitve v korist krajanov, občanov in državljanov. Tako da država sama sebi plačuje za to, da hodi po nas, namesto da bi denar dala za to, da bi nam bilo lepše. Sploh ne bi rabili policistov. Zdaj pa jih rabimo, seveda, ker se ljudje uprejo in potem smo mi kriminalci in potem smo mi teroristi in potem smo mi uporniki. Najprej pljune vate, ko mu rečeš, zakaj to naredil, si pa kriminalc. Dalje ne bom našteval, vendar bodite pozorni na obljube izboljšav, za katere se izkaže, da to niso in v večini primerov niso. Točka 7. Napredek pomeni obogatiti manjšino in izsiromašiti večino. Na primer, če se v nekem podjetju uvedejo nove tehnologije, lahko to privede do povečanja produktivnosti, dobička in širjenja trgovine, kar ni nič slabega. Ampak vse to lahko pripelje do izgube delovnih mest, kar lahko povzroči revščino pri delavcih, družinah, ki so izgubili službo. Recimo zadnji napredek je umetna inteligenca, AI, ki ogroža praktično vsako branžo, vsako vejo, vsako delovno mesto, posebej, ko se uporabi skupaj z robotiko in z drugimi tehnologijami v kontekstu te njihove zelene politike, ki jo terajo kot napredek, ki jo kot, pazite, ne nacionalno slovensko, ki je po ustavi in po zakonu uzakonjena, pač pa neko tujo agendo 2030, ljudi, ki jih nismo volili, ki niso zaobljubili, da bodo delali za nas, ampak kar eni, uvajajo v Sloveniji to agendo in ta trditev pomeni, da napredek pomeni obogatiti njih. To je hlastanje za evropskimi sredstvi, hlastanje za povišanjem denarnih nagrad za politike in njihove podpornike. Zdaj trenutno, včeraj so vsi tožilci, sodniki, ne vem kdo vse so protestirali, a ne? Glejte, to gre za povišanje denarnih nagrad za politike in njihove podpornike. Standard ljudstva se pa pri tem ne izboljša, ampak se bistveno poslabša. In vprašajmo se, kje smo sedaj. To je lahko zato, ker oblastniki uporabljajo svoj položaj za lastno korist in ne za dobrobit ljudstva, ne za dobrobit nas. In spet smo s prisego pri 104. členu ustave s figo v žepu in pohojenim glasom ljudstva. Ko torej politik navija za napredek, ko navija za razvoj, ko obljublja izboljšave, ko nam obljubljajo raj v naši deželi slovenski, to pomeni, prevajam ta stavek, dajte mi več denarja, kajti potrebujem ga za privez nove jahte v italijanskem pristanišču.
Prives so Italijani podražili, mi rabimo več denarja. To pomeni. Točka 8. Demokratizacija pomeni tajkunski kapitalizem in elitizem. Vsak, ki govori, da smo mi proti demokraciji, vsak, ki navija v državnem zboru za demokracijo, v bistvu navija za tajkune in kapital in elitizem, zaradi tega, ker je plačan strani oligarhov, bogatašev, posameznikov, da tak zakon vpelje v demokracijo, ki to ni. Najprej pojasnimo besede, gledajte, demokracija, tajkunski kapitalizem in elitizem, da bo jasno, o čem govorim. Demokracija je proces, v katerem se ljudje udeležujejo političnega procesa in odločanja. Okay? Ljudje odločamo v demokraciji. Tajkunski kapitalizem je pa sistem, v katerem imajo majhni krogi ljudi, oni, ki se skrivajo, ki skrivno načrtujejo in so znani kot tajkuni, imajo potem seveda v teh navezah veliko moč in vpliv zaradi denarja, ki ga imajo na gospodarstvo. Tretji, elitizem je pa prepričanje, da je majhen krog ljudi boljši od drugih in da bi moral imeti bistveno večjo moč in vpliv. To je bilo letos, oziroma ne letos, lani, celo jeseni. Jože Anderlič je 20. oktobra 23 izjavil, poslušajte, ponavljam, sem to že enkrat povedal, brez elite namreč ni naroda, in nadaljuje, elita je jedro naroda. Narod brez elite ne obstaja, je samo amorfna gmota ljudi, ki ne ve, kam in kako. Za primer slovenskih ničvrednih elit, da so demokratizacijo naklepno privedle do tajkunskega kapitalizma in elitizma ter uničile ustavo in našo pravo demokracijo, lahko to govori. To se zgodi, če se demokratizacija izvede na način, ki olajša tajkunom in elitam, da prevzamejo nadzor nad politiki, nad političnim delovanjem, nad gospodarstvom, nad sistemi. Naprimer, če se volitve izvedejo na nedemokratičen način, kot se to dogaja v Sloveniji, vsem na očeh to privede do tega, da bodo na oblast prišli tajkuni in elita, ker so na oblasti tajkuni in elita brez pooblastil ljudstva, seveda jim drugih ščitijo hrbet. V primeru prave demokracije bi s takšno izjavo gospod Jože Anderlič verjetno že z zobno ščetko čistil skupno stranišče kaznjencem v zaporu na Povšetovi, saj bi bil odgovoren za svoje dejanje in za svoje besede in za žalitve, ki jih izreče proti ljudstvu, ki ga hrani. Vendar pa v Sloveniji ni prave demokracije, zato lahko Anderlič svobodno izraža svoje sporne elitistične ideje in prepričanja in o tem pišejo vsi časopisi. Tožilci pa protestirajo za večje plače, enako kot sodniki in ves ta sklop, ki bi mogel skočiti v zrak ob takih besedah. Točka 9. Terorist pomeni vsakdo, ki se ne strinja z oblastmi. Tukaj se bom dotaknil imena in priimka, zaradi tega, ker to dejansko je. Janez Janša je terorist, saj se ne spominja in se ne strinja z voljo ljudstva. Ko je bil izvoljen takrat za predsednika vlade, je rekel, da bomo vsi cepljeni, šele takrat bomo šli. On, ki ni zdravnik, politik. Politik je politiziral medicino. To je teroriziranje. To je mučenje. To je prisiljenje. Glejte, v Sloveniji po ustavi ima oblast ljudstvo. In on je to izrekel po prisegi. To je terorizem. In ta politik ni prenesel, da se ljudstvo z njim ne strinja, oziroma on z ljudstvom. Zato je uporabil grožnje, prepovedi, prisile, kazni, globe, nezakonite posege v človekove pravice, izvajal teror s hišnimi preiskavami in vsak, ki se z njegovo politiko ni strinjal, je bil kaznovan ali je bilo nad njim izvedena neka oblika nasilja. Tudi pri nas so izdelali nasilje v društvu na razne načine in tudi ta klika dela enake stvari, samo bolj prefinjeno, skrito, se ne vidi tako fizično. In glejte, kdor se ni strinjal, je nad njim bila izvedena oblika nasilja
z obratno obtožbo v obliki recimo obtožbe nekega fiktivnega zakona, ki velja v času vojnega stanja, in ker se ljudstvo kljub temu v celoti ni podredilo in želelo cepiti, ker se po njegovih navodilih to ni zgodilo, je celotno ljudstvo v času epidemije s protipravnimi odloki zaprl nekatere v bolnišnice, nekatere v domove za starejše občane, brez možnosti izhoda ali obiska vprašljivih, brez možnosti obiska, se spomnite, nismo mogli, vse je bilo zaprt, z vprašljivo zdravstveno oskrbo, koliko je ljudi umrlo, zaprl je podjetja, zaprl je vrtce, šole in druge ustanove. Zapor ljudstva v času epidemije in pandemije je trajal 177 dni, kar je en dan več, kot je Janša preživel v zaporu na Dobu. Tako si je kot politični terorist maščevalno oprav dušo, ko mu je sodnik za kršitev zakona v imenu tega istega ljudstva izrekel sodbo z zaporno kaznijo. In ker se ljudstvo s covidno politiko SDS ni strinjalo, je postalo ljudstvo teroristov, ki jih je potrebno preganjati, zapirati, kaznovati in na cesti s policijskimi dimnimi granatami dušiti ter mučiti. Zato je pojem terorizma zapleten, težko ga je definirati. Enkrat je terorist ljudstvo, drugič je terorist politik. V glavnem opis terorist se najpogosteje uporablja za nasilje, ki ga izvajajo različne civilne, marginalno organizirane skupine ali tudi državne skupine, recimo policisti, varnostniki, druge varnostne službe, brez pooblastil in pravega nadzora vlade, ali tudi posamezniki, ki se borijo za politične in druge cilje. Lahko pa vas kot terorista obravnavajo, ne boste verjeli, tudi kot posameznika, tukaj na Slovenski banki ali Pošti Slovenije, če želite z gotovino vplačati nov avto, katerega cena presega 10.000 evrov. In se morate dokazovati, da niste terorist. Iz tega lahko sklepamo, vsakdo, ki ima doma več kot 10.000 evrov gotovine in želi kupiti stvar, ki stane preko 10.000 evrov, je potencialni terorist po zakonu. Saj se ne strinja z oblastmi, da bi banka varovala in črpala njegove prihranke, ki so kot osebna lastnina zaščiteni z ustavo, glejte v 33. členu, kjer je zagotovljena pravica do osebne lastnine in do dedovanja ter do svobodne izbire kot gospodarske pobude, ki je svobodna in je v ustavi določena, v 74. členu ustave, koliko denarja si boš prehranil, koliko ga boš plačal, kako ga boš uporabljal. In če ga uporabljaš po svobodi, kakor je v ustavi, si za te ljudi, ki te hočejo nadzirati, terorist. Očitno pa vsi, ki se z oblastjo ne strinjajo in spoštujejo ustavo, že samo da ustavo spoštuješ, si terorist ali pa si prekrškar, si označen, da delaš na črno. Ste opazili ali morda občutili to obrnjeno logiko državnih obtožb in dvomljivega nadzora? Glejte, vsak nadzor, ki ga država brez sodnega naloga izvaja nad zasebniki, nad državljani, nad prebivalci, nad firmo, kjerkoli, izvaja, to je oblika domačega terorizma države. Zakaj? Ker je kršitev ustave. Druga stvar, glejte, so gospodarske družbe, organizacije in politiki, ki ne smejo politike izvajati v nasprotju z javno koristjo, ampak oni ne bodo dobili inšpekcij, pa kazni, pa nihče jih ne bo razglasil za teroriste, ker izvajajo teror nad nami. Čeprav se dogaja ravno to, vse to so obrnili na ljudstvo, proti ljudstvu, proti ustavi. Zasebno premoženje s pomočjo zakona o dolgotrajni oskrbi, bodite pozorni, želi država uporabiti za javno korist na škodo zasebnega premoženja prebivalstva. To pa počne s prisilnimi odločbami, kar lahko imenujemo tihi teroristični napad države na premoženje in zdravje državljanov. To je policija, ki varuje življenja in premoženje ljudi, si je zdaj prisvojila država z medicino in dela po obratni logiki. Točka 10. Obsodba tatov pomeni pomilostitev ta istih. Kaj to pomeni?
nekaj primerov, kako se lahko obsodba tatov interpretira kot pomilostitev ta istih. Primer, če je obsodba samo formalnost, ki ne vodi do resničnih posledic, potem lahko pomeni pomilostitev ta istih. Naprimer, če je tat obsojen na 1 leto zapora, vendar je izpuščen po 6 mesecih, potem se lahko reče temu, da je bil pomiloščen. Drugič, če je obsodba namenjena temu, da bi se recimo prestrašili drugi tatovi in da bi se s tem izognili resnim posledicam svojega dejanja, potem lahko pomeni takšna obsodba pomilostitev ta istih, ki še niso bili obsojeni, vseh njegovih pajdašev. Naprimer, če je tat obsojen na denarno kazen, ki je zanj zanemarljiva v primerjavi s tem, kar je pokradel v politiki ali pa kjerkoli že, se reče, da je bil pomiloščen. Se pravi, kaj si lahko o tem mislimo? Tretjič, če je obsodba namenjena temu, da bi se tatovi izognili kazenskemu postopku, potem lahko to pomeni pomilostitev spet ta istih. Če je tat obsojen na pogojno obsodbo namesto zaporne kazni, potem se lahko reče, da je bil pomiloščen in pomiloščeni vsi z njim. In zadnja točka, in zaključujem. Boj proti teroristom pomeni sodelovanje s teroristi. Kaj to pomeni? Če se boj proti teroristom izvaja z uporabo nasilja in če je definicija terorizma nasilje, potem so tudi tisti, ki se borijo proti terorizmu, teroristi. Oboji pobijajo. Zdaj pa razmišljajte naprej, ker imate definicijo terorizma. Če se boj izvaja za uporabo nasilja, ki povzroča civilne žrtve, potem lahko pomeni sodelovanje s teroristi. Sodelovanje pomeni tudi, če se boj izvaja z uporabo tihe prisile ali drugih groženj. Pomeni lahko sodelovanje s teroristi in njihovimi izvajalci, saj niso boljši od teroristov. Glejte, vsaka prisila, vsaka grožnja, ali pa če želite, vsaka omejitev, vsak strah, vsako nespoštovanje človeških pravic je pokazatelj, razlika med človekovimi in človeškimi pravicami je sledeča. Človekove pravice so od Boga dane neodtujljive, človeške pravice so pa na papirju, tiste se pa potem lahko naprej krši. Zato nam jih ponujajo na papirju. Ja? Posledično so to posebne metode. Naprimer, če se boj izvaja brez upoštevanja temeljnih pravic človeka, potem lahko pomeni sodelovanje s teroristi, ali če vlada imenuje recimo tudi to, omejuje svobodo govora, je to terorizem. Če omejuje svobodo gibanja, je to terorizem. Ali če izvaja druge omejitve, ki jih imamo cel kup, zdaj nas posiljujejo, tudi to je terorizem s temi odločbami. Pol so finančne omejitve, to je terorizem, kjer je gospodarska pobuda svobodna, kot je zapisano v slovenski ustavi. Potem lahko to vodi do tega, da se ljudje počutimo ogrožene in se odzovemo z raznovrstnimi upornimi, zgovorom, dejanji in tako naprej. Po nekaterih teorijah je terorist tudi človek, ki pomaga žrtvam terorističnega napada. Ja? Primer. Na banki te obravnavajo kot terorista, če želiš vplačati z gotovino račun višji od 10.000 evrov. In ti protestiraš in rečeš, ja, veste kaj, oprostite, povem vam ali pa pripeljite svojega predstojnika, veste kaj, 38. člen ustave, v katerem je jasno napovedano varstvo osebnih podatkov in da se v banki moji podatki uporabljajo zgolj za registracijo odprtja računa, tako kot piše v pogodbi, si takoj sumljiv, postaneš terorist. In tudi, če klienta takšne banke zagovarjaš kot zagovornik tega ustavnega člena, si terorist. Po tej logiki vsi, ki želimo spoštovati Ustavo Slovenije, postajamo teroristi proti korporacijam in vladam, ki uvajajo agendo 2030, saj so ustave najmočnejše orožje in zaviralci te strupene kače, ki se plazi trenutno po zemlji in ogroža vse človeštvo. Če in kadar država obljublja boljše stanje v državi,
Zapomnite si, tako tudi bo. Država obljublja zelo veliko. Brez dvoma tudi bo bolje v državi, vendar žal ne za vas, ne za nas, če na tak dobrodelni družbeni dogovor ali zakon svobodno pristanete. Morda bomo na koncu res morali prositi Devico Marijo, ki stoji na globusu in z nogo pritiska glavo kače k zemlji, da bi jo zadušila z željo, da nam ponudi odrešitev, ter nam pomaga in nas dokončno odreši teh dvoličnih strupenih plazilcev, kajti prava ženska je vedno tista, ki je in vedno bo vzdrževala življenje. Torej, Marija, pomagaj nam v teh težkih časih, kajti moški kot vzor ohranjanja miru, varnosti in zatočišča življenja so na celi črti odpovedali.